Živijo. Ja, evo, kot pravi tole vprašanje gori, a si tudi ti perfekcionist? No, evo, jaz sem, rečemo, da bi lahko tako rekla, zdravljena perfekcionistka in se probam odvajati od tega oziroma se učiti, kako sprejeti stvari. Ok. Sem Mojca Kokol-Imširović, če me še ne poznate, sem avtorica nenavadnega priročnika Moje boljše življenje se začne z jutrom. Tisti, ki me še ne poznate, sem mamica še zraven, žena in pa podjetnica. No, glavno, kaj sem vam hotela povedati, je to, da dejansko sem bila res čisti zapriseženi perfekcionist. Kaj me je to pripeljalo? Do tega, da si dostikrat nisem izpeljala stvari, do tega, da sem se bala izpeljati stvari, ker niso bile tako perfektne, so čakale in kot vizionarka me je to tako močno frustriralo, da dejansko nisem mogla izpeljati stvari, da sem imela dosti veliko jeze v sebi, jeze do sebe, jeze do drugih. Glavno veliko jeze se je nabralo in kaj sem se mogla naučiti, pač življenje, univerz, Bog mi je dajal lekcije, katere sem se mogla naučiti sprejeti samo sebe. Od enega učitelja, Alexa Mandosija, je bila pač kot boljša verzija ena kot nobena in ta del mi je bil toliko olajšal moje naprej življenje od februarja, ko je rekel samo ta stavek. Če si perfekcionist, da je boljša verzija ena kot nobena. Vsaj nekaj da narediš, vsaj en klik in ja. Ta video se nikoli prej ne bi zgodil, kot se je zgodil danes. Ta video ne bi nikoli prej posnela, ker ni frizura perfektna, ker ni make-up perfekten, ker ni prostor perfekten, ker nisem jaz zdaj perfektna in ne bi tega nikdar naredila. In omejevalo bi me to, da vam povem ta del, da se morate sprejeti sami sebe. In kakšno vrednost bi lahko to zdaj izgubila? Veliko. Ampak sem rekla, lej, v redu je, moja ni frizura, ok, to, v redu, pozabimo to. Važno je, da vam to sporočim, da se morate sprejeti samega sebe. In to je včasih najtežja lekcija, najtežje narediti. Ampak imeti sam sebe rad, se sprejeti, vem, glavno, jaz sem imela take probleme sama s sabo, da si nisem mogla, v bistvu me je bilo sram priznati tega. Ampak lej, zdaj smo tukaj, vam lahko povem. Do 2016, dejansko 2016, jaz se sploh v ogledalo nisem mogla pogledati. Si misliš, ja, absurdno, ja? Ja, resno je. Sploh se nisem mogla gledati v ogledalo, kaj šele se sprejeti samo sebe, ampak sem videla sem kritike. Lej, pa kakšna si, pa zdaj si debela, pa kakšna si, pa zdaj po porodu, a se ne moreš to vred spraviti in moraš biti bolj perfektna in moraš biti ne znam kaj vse. Glavno, vse sem si naštela, kaj se je bilo z mano narobe, namesto da bi se sprejela. A imel kdo takšne izkušnje, ziher sem imel kdo od vas kakšne izkušnje, da enostavno se ni mogel sprejeti. Dejansko, kaj se je naredilo, pač tukaj sem mogla iti vse čez in moja želja je bila večja od tega mojega straha in dobila sem pač omaro veliko, ki je bila sama v ogledalu. In kaj češ pol, ja pač lej, moraš se pol gledati, ne, in hkrati v pravem trenutku, pravim na ključ, vse je na ključ stvari, sem 2016 začela poslušati Louise Hay, njene videe in dejansko moja lekcija je bila, pogled se v ogledalo in si reče, rada se imam, Mojca, rada te imam. In sem začela gledati in rekla, ja, Mojca, rada te imam, v redu si, takšna kot si, v redu si. In ja, na začetku tega sploh nisem verjela. Onak res, in prepuno, ok, cool, no res si moram reči, rada se imam, ja, ful je bo težko. Ampak ja, postopoma, to isto kot afirmacije, začneš govoriti, si govoriš, enkrat to sprejmeš in to začutiš, vibriraš in to lahko narediš. Tako da ja, to mi je pol ratalo. Ena druga lekcija, ki je bila perfekcionizma, je bila pa zdaj v Indiji, ne, ko smo imeli tam bazen in itak sem se šla kopati v ta bazen in to je bilo glih še 1-2 ure do registracije, spravi, ko smo se mogli vpisati v program in pokazati svoje osebne podatke in se predstaviti ljudem. In sem rekla, ko smo bili glih takrat, sem imela čas, da sem šla malo po Indiji, si malo ogledati tiste templje, teda 5-6 ur sem se igrala turista in to je bilo vse drugo, vse predavanje od 8 do polnoči, do pol enih zjutraj. In dejansko, kaj se je zgodilo, sem rekla, grem se malo stuširati, malo voda, in tako da se malo sprostim.
In se kopam, ja, v unem bazenu, se kopam, grem pol ven iz bazena, se še pač tako stuširam, mijem lase, ter posušim še na posteli, ker nisem imela štekara kje druge. Se posušim, grem pred ogledalo, da se počešem in pam, vidim tukaj zelene konice las. In mi je bilo, oh my god, kaj naj zdaj naredim. Dejansko sem imela zelene lase. Nisem znala v trenutku, ali bi kričala, kaj se mi dogaja, ali bi se smejala sama sebi. Enostavno, imela sem takšne zelene lase, gledala sem se v ogledalo in nekaj časa sem stala, gledala in rekla, ok, pač v redu, zelene lase imam, ok, grem naprej. In ko sem hodila do tiste registracije, ljudje me pač tako čudno gledali, zakaj imam zelene lase, in v moji glavi je šlo perfekcionizem. Zdaj imam zelene lase, ok, kako naj izgledam zdaj profesionalno, kako naj zastopam podjetje profesionalno, kako naj bom bila poslovna ženska s temi zelenimi lasmi. Nič ni bilo perfektno. Najrajši bi res kričala, imela sem izbiro, ali da se grem registrirati, pa pač sprejmem as it is, as ising, ne, kako pač je, tak je. Ali se obrnem, pa grem v sobo in se jokam in ne vem, kaj naredim. In kaj sem naredila, sem rekla, sprejmem se takšna, kot sem, sprejmem se, da pač imam zdaj zelene lase, ok, sem malo bolj outrageous, ok, tudi v redu, kdo me bo sprejel, me bo, kdo ne, pa ne, pač vseeno. In sem šla tam in ja, ni mi bilo čisto vseeno, ampak ok, počasi sem odtalila, sem se registrirala, vse je bilo ok, dobila vse svoje papirje, zapiske. In kaj sem pa naredila? In smo šli potem jesti, ja. In cel čas mi je premlevalo, ok, vse sem se sprejela, pozabila sem pol na tiste zelene lase, ljudje so me sprejeli, vse je bilo ok, in pol mi v enem momentu, ok, zdaj pa res ne morem biti cel teden s temi zelenimi lasmi, kaj pa lahko naredim? In sem šla pogooglati, ok, kemijska reakcija, ratala s klorom, rabiš kis in pa sodo bikarbono. In sem šla, še to je bil še večji izziv, iti do natakarja in ga prositi, če imajo mogoče v Indiji, tam v unem hotelu, kis in sodo bikarbono, da mi dajo. In jara, dobila sem ga. In kaj sem naredila, zdaj če koga zanima, kako se lahko rešiš zelenih las od klora, zmešaš malo kisa z vodo, pustila sem 3 minute moje konice v tistem kisu, mešanci, potem sem vzela šampon in pa sodo bikarbono, zmešala skupaj, se šamponirala lase, pustila 2 minuti, da je to vse stalo, sprala z vodo in tada, moji lasi so bili ok. Ampak point te lekcije ni bil, pač ja, lahko bi bilo tudi brez teh zelenih las, ampak point lekcije je bil to, da sem sprejela samo sebe. Da sem takrat rekla, ok, imam 2 opcije, lahko grem v sobo, pa se jokam, pa se ne vpišem in cel izlet do Indije bi bil za manj in vse skupaj bi bilo za manj. Ampak sem rekla, pač takšna situacija kot je, pač sem vam rada, se bom sprejela, bom to speljala profesionalno, če že ne izgledam profesionalno, bom pa speljala to profesionalno in sem to speljala. In to je en del perfekcionizma, ki se počasi ga odstajam in nočem biti več perfekcionist. Rada bi se imela res rada sama sebe, se sprejela takšna, ko sem. Ok, vem, da so priložnosti za izboljšave, ampak ja, se sprejeti takega, kot si. In to sem htela povedati, sprejmete, res sprejeti takšnega, kot si, tudi če treba to večkrat ponavljati, ampak ok, na koncu si itak ti sam sabo in si lahko svoj najboljši prijatelj, a si pa lahko svoj najslabši sovražnik. In to je to, bodi najboljši prijatelj sam sebi in bodi svoja najboljša verzija sebe, koliko je pač možno.